Janša, jebem ti. Baraba prekleta, komunistična. Moj oče bil doktor Vinko Vovk in med vojno on je bil ravnatelj na slovenske gimnazije v Triestu. Po vojni, ko je vojna končala, Amerikanci so odločili, da bojo dali mojega očeta dolžnost, da bo vodil Slovenijo pod pravilno demokracijo. Tito to slišal in poslal 6 vojakov, da bi ga ubili. Sem da vojaki so prej ga prišli njega povedati. In ko je slišal, je zginil do Amerike. In če on bi bil predsednik Slovenije 45 leta, Slovenija bi totalno drugačna država danes. Ampak ni. Sramota, špoten škandal, kaj je. In je en skrivnost, ko, deš pada, ne čudga. Je en skrivnost, da Janša ne hoče noben, da ve. Koliko je tvoja vojska nehala 91 leta? Te povem. Je bilo 3 dni v vojni. Moja mama imela trgovino na Tivoli, v Clevelandu. In telefon zvoni, jaz ga poberem. In ta Slovenc tako hitro govori, mislim, da jokam, pokrijem in rečem, mama, ta prav norc na telefon. In rekel, kdo pa je? Kdo ste pa vi? Lojze Petrle. In skoraj oči od njo obraz padlo. Gre na telefon. Petrle reče, da Bela hiša ne bo mene poslušala. Bela hiša bo povedala, da oni so slišali, da vse amerikanski Slovenci hočejo, da Slovenija ustane pod Jugoslavijo. Pomagajte me, pomagajte. In gre dol iz telefona. Smo tam pogledali, jaz, moja mama Edo Vovk Pušel in pokojni Mario Kavčič. Sem rekel, kaj bomo naredili? Sem rekel, mama, tukaj v trgovini imamo papirje in fakse od vse slovenske organizacije po cel Ameriki in po Kanadi. 12 ur je vzelo, da smo te fakse na en kup dali. Smo šli faks kupiti. Po en sporočilo, en faks smo naredili. Mi kot amerikanski Slovenci, we demand, da Slovenija je svobodna na svojim. In smo začeli klicati Belo hišo. Sam da Mario je en senatar poklical in je dal 15 številk do Belo hišo. Mama je Vojnoviča, ko je tudi senatar bil, in smo enake številke dobili. Mi smo poslali faks do 600 slovenske organizacije in rekli, vi morate 10krat to tipkati naprej dati in vsi morate klicati Belo hišo. Za 7 dni niso mogli klicati ven ali not Belo hišo. In vsak dan je Petrle klical. In na 10. dan so rekli, da so zginili. Tako je tvoja vojna nehala. Mi smo zadinjali 50,000 Slovencov. Enako, ko vi morate zadinjati se, da te proklete komuniste ven čez zaprta vrata vržemo, da boli, ko grejo skozi. Ti veš, moj star oče bil Franc Petek iz Ribenc. Mi smo Bozbertovi, Petkovi. Franc Petek, skakalec, moj bratranec. Mi tam obstajamo za 500 let, da noben bo rekel, da nisem Slovenc, da imam pravilno slovensko kri. Zdaj hočem govoriti od kakšen izdajalec držav Rupel je. Veste, leta je bilo 89, Rupel je imel sestanek s amerikanskimi Slovenci in je probal dobiti podpise od vse predsednike skupine, da mi hočemo, da Slovenija usta spod Jugoslavijo. Moja mama in Mario so šli not in so ga tako nadrli, da on je šel ven iz Drovane, arena, whatever, Drovane, enako, ko pes, ko ga udariš kot Sirija na karpet.
je imel njegov rep med noge. Je bilo smešno. In Rupel je to naredil. Hello, Mr. Rupel, izdajalec dežel. In Janša tudi, kaj on dela. On pride leto prej volitve v Ameriki in vse pesek meče v oči, da ne more nič delati, ne more to narediti, zato nima volitve, da volitve in to gre naprej. Lansko leto on je tukaj Cleveland prišel. In kaj, ko je bil končan govoriti, je rekel, in še en stvar, gledamo za tiste ljudi, ko so fakse poslali leta 91. leta. To smo bili mi. Smo mi zadinjali 50,000 Slovencov, na Belo hišo smo rabontali in Bela hiša je povedala Jugoslavija ven. Pejte Jugoslavijo to vprašati. Zdaj stvar je, prijatelj je prišel do mene in to me povedal. In rekel, da ga poklič. Sem rekel, ne čud ga, bom že njega videl. Koliko ljudi njega spoštujejo, on je ta prava baraba. Jaz sem bil v Slovenijo, čakaj, tukaj imam sliko. In sem šel do Jančeta pisarno SDS. Ok, čakaj. Tukaj, da boste videli, jaz pa Janša, ok, in tukaj piše datum, da ne bo rekel, da mene me pozna, February 19, to je 19. februarja 2018. In sem šel do njega in sem sedel na drug stran mize in sem rekel, zakaj sem tu? In rekel, ne vem, zakaj si tu? Ti si za nas gledal, zaradi te fakse. O ja, te fakse. A imaš kup denarja za mene? Ali imaš medaljo za nas? Zato dajo medalje ven, te freedom medalje, ko ljudi so pomagali, da so nehali vojno. In rekel, no, mi bomo sam to v arhive dali. Sem rekel, arhive? Bravo, Janša! Ti boš te fakse arhive dal. Ne imam nekaj za te vprašati, gospod Janša, tovariš Janša. Dve možnosti. Ali si ti kos solucije, ali si ti kos problem. Koliko ljudi si ti dal na ječi? Ti si bil tam od začetka, ko Slovenija je bila nabasana z denarjem. Si bil tam vsak dan. A si bil ostri in imel glavo v pesek, da nisi videl, da nisi nobenega pritožil? Ali ti si kradil z njimi? Aha. Normalne ljudi, to sam mislite. A je bil ostri, a bodala, a je kradil. In ti veš kaj, ta Janša, on bi rad Titova slika premenil. Ti veš kaj jaz mislim? Tukaj grdem ramo, kot je na ječi. Janša, jebem ti. Baraba prekleta, komunistična. In on je kamiljane naučil, kako se barve premena. On je prodal njegovo televizijsko postajo do Mađari. To je prvi stop do veliko, kako bi rekel, deal. Veliko pogodbo, ko on ima z njimi. Prosim te ljudi, zadnji šans. V 4 leta bojo do zadnje kapljice vode prodali. Prosim te, za tvoje otroke rešite Slovenijo zdajle. Hvala lepa, Leona Vovka iz Clevelanda.